Dobrodošli nazaj v Judeocation tukaj na JNS TV, izredne novice. En Izraelec je bil ubit, najmanj še 6 drugih pa ranjenih v večstranskem terorističnem napadu blizu Kohavija Iga danes zjutraj. To je v središču države. Videti je, da sta dva Arabca, vsaj eden izmed njiju z izraelskim državljanstvom, streljala na vsaj 6 lokacijah. Regionalni svet Samarije pravi, da so teroristi streljali na stražarja pred skupnostjo Salfit, preden so pobegnili. Še vedno poskušamo zbrati vse podrobnosti, vendar je bistvo, da so bili Izraelci tudi danes zjutraj ponovno tarče v vseh delih Izraela, Samarije in osrednjega dela države. Z rumeno registrsko tablico se izraelski Arabec lahko prosto giblje povsod. Še vedno ni znano, kako je prišel skozi kontrolno točko na tem območju, vendar je z izraelsko osebno izkaznico to veliko lažje. Torej, ljudje, nedelja je v Izraelu delovni dan. To je izjemno naporen dan. Vojaki se vračajo v svoje baze, otroci se vračajo v šolo. Tako je ta terorist izkoristil dejstvo, da ima izraelske registrske tablice, izkoristil dejstvo, da ima izraelsko osebno izkaznico, lahko izvedel napad na 6 različnih točkah. Eden od teroristov je bil, kot rečeno, ubit, drug terorist je bil prijet. In zelo napeta situacija tukaj v Izraelu, ko začenjamo nov teden. Upajmo in molimo, da to ni začetek kakršnega koli vala terorističnih napadov, s katerimi smo žal predobro seznanjeni, tako v Judeji in Samariji, kot po vsej državi. Za vse najnovejše novice o tem incidentu, o tem napadu, obiščite seveda jns.org za dodatne podrobnosti, ko bodo na voljo. Na temo terorja, to naj bi bila prva zgodba, o kateri bi govorili, a žal je zaradi današnjega jutranjega napada to dejansko druga zgodba. Dve izraelski najstnici sta bili poškodovani, ena huje, ko jo je arabski terorist zbil s svojim vozilom. To se je zgodilo na križišču Guš Ecion prejšnjo nedeljo zvečer, to je v Judeji. Po navedbah reševalcev Magen David Adom so 2 žrtvi prepeljali v bolnišnico Šare Cedek v Jeruzalemu. 17-letno dekle je bilo v resnem stanju s poškodbami spodnjega dela telesa, medtem ko je 15-letnica utrpela zmegne poškodbe obraza. Spet 2 dekleti na avtobusni postaji, vanju je namerno zapeljal arabski terorist. IDF je sporočila, da je vojak v zelo kratkem času nevtraliziral terorista. Hvala Bogu za to. Arabec, ki je to izvedel, 31-letnik iz Hebrona, je kasneje umrl zaradi svojih ran, saj so vojaki tam ukrepali zelo hitro. IDF je v nedeljo zvečer izvedla racije v Hebronu, v domu terorista, kjer so zasliševali njegove družinske člane in povezane osebe. Torej, prejšnjo nedeljo zvečer sedim na kavču, gledam televizijo in nenadoma dobim poročila na telefon o možnem terorističnem napadu na križišču Guš Ecion. To je dobesedno le dobra 2 kilometra od moje hiše. In v nekaj minutah zaslišim rešilce. Ni bila samo ena sirena, reševalna vozila so prihajala neprestano, približno 5 minut. In kaj se je zgodilo? Arabec džihadist je uporabil svoj avto kot orožje in se odločil, da bo zapeljal mlada dekleta, najstnice, ki so čakale na avtobus ali prevoz. To je naša resničnost tukaj. In upam, da to ni začetek vala. Podobne napade z avtomobili strani islamistov smo videli po vsej Izraelu in res tudi po vsej Evropi. In ni mi treba posebej omeniti 11. septembra 2001, ko so bila uporabljena letala in ne avtomobili. Toda načelo je enako, uporaba prevoznih sredstev kot orožja. Cilj je ubijati, povzročiti strah in povzročiti paniko. In zakaj povoziti ta dekleta? Ker so Judinje in ker so Izraelke. Zaradi realnosti, v kateri smo trenutno, v vojni proti Iranu, vojni proti Hezbolahu v Libanonu in na vseh drugih frontah. Ta napad je bil deležen približno 15 sekund poročanja na vseh glavnih televizijskih kanalih med njihovimi osrednjimi informativnimi oddajami. Nazadnje, kar sem slišal, je deklica, ki je bila hudo ranjena, šla na operacijo. Ljudje morajo razumeti, da se je resničnost te deklice in te družine morda zavedno spremenila, odvisno od resnosti njenih poškodb. Zato ne zmanjšujmo pomena tega napada samo zato, ker na srečo nihče ni bil ubit. Žal je bil danes zjutraj nekdo ubit. Cilj napada v Guš Ecionu je bil umor. Samo zato, ker teroristu ni popolnoma uspelo, še ne pomeni, da bi morali zmanjševati pomen tega, kar se je zgodilo. In mimogrede, kot posledica tega bo njegova družina zdaj na plačilni listi palestinske oblasti kot del njihovega programa plačil za ubijanje. Do konca svojega življenja bodo prejemali mesečno nadomestilo, ki ga zagotavlja palestinska oblast. Rad bi pohvalil vojake na dolžnosti na križišču Guš Ecion, ker so odstranili terorista in preprečili še večji pokol.
V večini teh primerov ima terorist pri sebi tudi orožje, bodisi pištolo ali nož. In potem, ko z avtom zapelje v ljudi, izstopi in poskuša dokončati tiste, ki so bili ranjeni. Hvala Bogu za IDF, ki prepreči približno 95% načrtovanih napadov v Judeji in Samariji. Vsi pa moramo ostati pozorni, saj si mnogi naši sosedje žal želijo, da bi nas izbrisali s planeta. In današnje jutro je bilo le še en dokaz za to. Torej, to, kar se je danes zgodilo v Guš Ecionu in v osrednjem Izraelu, je ena oblika terorizma. In v zadnjih nekaj tednih smo govorili o mnogih drugih vrstah terorizma. O kmetijskem terorizmu, pri katerem Arabci poskušajo izbrisati judovsko zgodovino z uničevanjem arheoloških najdišč. V preteklosti smo govorili o okoljskem terorizmu, kjer Arabci, ki živijo pod palestinsko upravo, kurijo svoje smeti, onesnažujejo zrak in omogočajo, da neprečiščene odplake pritekajo v potoke. In zdaj, ko se zunaj dvigujejo temperature in je poletje v Izraelu, se moramo spopadati s terorizmom v obliki požarov in požigov. To se dogaja vsako leto, ko je zunaj vroče in je vse suho, skupine Arabcev v Judeji in Samariji ter drugih delih države poskušajo požgati Izrael do tal. Tukaj je poročilo organizacije Hatzulah Judeja in Samarija, znane tudi kot Reševalci brez meja, iz tega tedna. Več incidentov v regijah Samarija in Jordanska dolina, 10 domnevnih točk požiga ob cesti Gilad v Samariji. V Jordanski dolini pri gašenju požara, ki je izbruhnil prej, pomagajo gasilska letala in helikopter. Gasilci so prevzeli nadzor nad požarom v bližini Har Braha. Ponovno se vračamo k poročilu tukaj iz Hatzolah Judeja in Samarija. Na cesti Gilad v Samariji gasilci trenutno posredujejo na 4 glavnih požariščih vzdolž poti. Gosta dimna zavesa prekriva cesto in ekipe delajo na tem, da bi pogasile požare. Policija iz okrožja Samarija je na kraju dogodka in usmerja promet vzdolž ceste. Preiskovalec požarov iz izraelske gasilske in reševalne službe je na kraju dogodka in je do zdaj identificiral 10 ločenih žarišč požara. Gasilci in prostovoljci, ki jim pomagajo ekipe iz izraelskega naravovarstvenega in parkiškega urada ter lokalni kmetijski delavci, si prizadevajo pogasiti požar, ki je izbruhnil prej v bližini izvira Ain Sukot, to je v Jordanski dolini. Ekipe poročajo o 3 aktivnih požarnih frontah in zahtevnih terenskih razmerah, ki na nekaterih območjih onemogočajo gašenje tal. Letala iz gasilske eskadrilje Elat in helikopter iz letalske enote izraelske policije pomagajo pri gašenju požara. To je bilo vse le eno poročilo enega dneva v preteklem tednu. Tako je vse poletje. Vse, kar je potrebno, je nekaj vžigalic in nekaj netiva. V nekaterih primerjih v judovske nasade in polja mečejo goreče pneumatike, zato naj ne bo nobenega dvoma. Velika večina teh primerov niso naključni požari. To so poskusi požigov judovskih nasadov, pol in celo domov, ter na koncu tudi poskusi ubijanja Judov. To je še ena oblika terorizma, preprosto povedano, in imenuje se požig. In to je morda najtežje preprečiti, ker se zgodi v nekaj sekundah in se razširi po vsej naši suhi državi. Skupnosti v Judeji in Samariji se tega dobro zavedajo. Mnoge imajo gasilska vozila in drugo opremo prav za reševanje te težave, vendar to ni nezmotljiv sistem. Upajmo na mirno poletje na tem področju in upajmo, da bodo tisti, ki poskušajo požgati državo Izrael, prijeti strani organov pregona. Gremo naprej. Vojaške sile, ki so delovale na podlagi obveščevalnih podatkov IDF in Izraelske varnostne agencije, so prijele 3 teroriste, ki so se pripravljali izvesti obsežen napad v regiji Menaše v Samariji. In od te so kasneje odkrile improvizirano strelno orožje, skrito pod zemljo. Oglejmo si ta posnetek, IDF. To je le eno poročilo iz ene varnostne operacije ta teden na tem območju. Ne moram vam povedati, koliko podobnih operacij pogumni moški in ženske IDF izvajajo vsako noč. In to je prava razlika med Judejo in Samarijo ter Gazo. Na tem območju lahko IDF vsak večer vstopi na teren, kadar obveščevalni podatki kažejo, da je napad neizbežen. V Gazi nismo imeli svojih sil na terenu in Hamas je imel proste roke za gradnjo terorističnih tunelov in izdelavo raket, kar je pripeljalo do 7. oktobra. Nadaljujemo z molitvijo za dobrobit naših vojakov, ki nas tukaj v Izraelu varujejo 24 ur na dan, vse dni v tednu. In še eno poročilo organizacije Palestinian Media Watch o protiizraelskem sovraštvu in spodbujanju k nasilju strani naših tako imenovanih mirovnih partnerjev v palestinski upravi. Konec maja je bila na uradni televiziji palestinske uprave še ena poziv k iztrebljanju Judov. In ne, kot pravi PMV, to ni posnetek iz nacistične Nemčije pred 80 leti. To je strani Zahoda financirana palestinska uprava pred samo 10 dnevi.
Kot je bilo poročano, je uradna televizija palestinske uprave ponovno predvajala molitev za iztrebljenje Judov, ki jo je vodil verski voditelj palestinske uprave in ki postaja mantra na tej televiziji. Kot pravi ta verski uradnik, citiram, preštejte jih in jih ubijajte enega za drugim in ne pustite niti enega. To je iz uradne televizije palestinske uprave 22. maja 2026. Oglejmo si posnetek. O Allah, utrdi naše korake in nam daj zmago nad neverniki. O Allah, ne pusti nobenega krivičnika, razdrobi jih, o gospodar svetov. O Allah, obračunaj s svojimi sovražniki in sovražniki svoje vere. O Allah, preštej jih in jih uniči enega za drugim, ne pusti nobenega od njih. Kot pravi PMV, bi morali biti pozivi k genocidu popolnoma nesprejemljivi na kateremkoli verskem obredu. Vendar pa so v mošejah pod palestinsko upravo ti pozivi proti Izraelcem in Judom nekaj običajnega in se prenašajo vsem Palestincem prek uradne televizije PA. Ta pojav je še posebej nevaren, kot je pokazal PMV, saj se več kot 90% Palestincev ima za verne. Ker se Allahove besede ne sme postavljati pod vprašaj, je po mnenju palestinske uprave dejanje ubijanja Judov redno predstavljeno kot oblika islamskega čaščenja. Samo v zadnjih 2 letih je televizija palestinske uprave predvajala pridige, v katerih so uradniki palestinske uprave molili za iztrebljenje Judov, vsaj 8-krat nazadnje 22. maja. Vprašanje je, kako dolgo bodo države še naprej slepo financirale palestinsko upravo, ko pa njihov denar gre za širjenje sovraštva in spodbujanje k nasilju. Kako dolgo bo Izrael še dovoljeval obstoj palestinske uprave, ko pa je to resničnost? Razumem, da smo zdaj v vojni na več frontah, vendar bomo, ko se bodo stvari umirile z Iranom, Libanonom in Gazo, morali svojo pozornost usmeriti na to resničnost, ki ni na naših mejah, temveč znotraj naših meja. To traja že več kot 30 let. Leta 2000 je eksplodiralo v obliki druge intifade oziroma, kot ti pravim jaz, vojne iz Osla. Da, IDF fizično ustavi 95% napadov, vendar tukaj govorimo o pranju možganov naslednje generacije otrok znotraj PA. Ampak, kot sem rekel, nekaj se da storiti. Če nimajo financiranja, ne morejo proizvajati tega smetja. In če Izrael reče, da je dovolj, lahko vse skupaj ustavi. Čas je, da razmislimo o prihodnosti naših sosedov, ker to, kar vidijo na televiziji, na družbenih omrežjih, v šolah in v mošejah, bo vplivalo na naslednjo generacijo tukaj v Izraelu. Čas je, da vse skupaj enkrat za vselej ustavimo. Zdaj pa naslednja zgodba, ki mi res dvigne pritisk. Tukaj je naslov iz Times of Israel sobotnega večera. 9 Palestincev ranjenih v izgredu naseljencev v Havari. Pripadniki IDF videni, kako pretepajo moškega. To je naslov. In potem mimo grede šele čisto spodaj v članku piše: Izraelske obrambne sile so sporočile, da so bili vojaki in mejni policisti poslani na več lokacij v Havari, potem ko so prejeli poročila o domnevni kraji živine, ki je pripadala izraelskim civilistom. Zdaj še vedno poskušam sestaviti podrobnosti, vendar naslov članka ne pove ničesar o tem, kako se je vse skupaj začelo. Namreč, Judi so bili oropani, ukradli so jim živino. In ponovno, ne opravičujem nasilja, ampak pravim, da naslov že vnaprej krivi tako imenovane naseljence. Šele kasneje mimogrede povedo, da so bili Judi tisti, ki so bili napadeni. Članek ves čas navaja tudi palestinsko tiskovno agencijo Wafa. To je ista palestinska oblast, katere verski voditelji pozivajo k smrti Judov. In tem boste zaupali za zanesljive informacije. Ljudje, kolikokrat smo v zadnjih tednih govorili o domnevnem nasilju naseljencev. In šele kasneje nam povedo, da so bili napadeni Judje. Ta naslov je popolnoma zavajajoč glede tega, kaj se je v resnici zgodilo. Razumem, če želite povedati, da ste proti nasilju, to zelo jasno razumem, ampak mediji morajo poročati o tem, kaj se je zgodilo. In tega ne počnejo. In hkrati uporabljajo nezanesljivo tako imenovano tiskovno agencijo v uradnem mediju palestinske oblasti. Moja poanta je, bodite previdni, kaj berete. Gremo naprej, zgodovinski trenutek v kulturnem dogajanju Binjamina. Binjamin je seveda regija tik severno od Jeruzalema. Naslednji mesec bodo v Aronovem gozdu odprli nov amfiteater Telmonim. To je v središču območja dole v Telmonim. Prizorišče je največji kompleks za prireditve, ki so ga postavili v Binjaminu in bo prebivalcem območja služil s kulturnimi dogodki, prostočasnimi dejavnostmi in predstavami skozi vse leto.
Ko bodo vsa dela zaključena, bo amfiteater lahko sprejel do 3000 gledalcev, s čimer bo postal največje prizorišče za prireditve v regiji. Novi amfiteater, prvi te vrste v Binjaminu, bo prvič omogočil izvedbo velikih predstav na tem območju in pripeljal vodilne umetnike ter izvajalce v samo središče Binjamina. Zakaj vam torej pripovedujem zgodbo o novem amfiteatru? Je to res novica za naslovnice po vsem svetu? In odgovor na to je odločen da. Takšni projekti dokazujejo, da Izrael vlaga v trajnost judovskega življenja na tem območju. Ni več govora o umikih in koncesijah ter ustvarjanju še ene države med Jordanom in Sredozemljem, ki bi bila seveda teroristična država s pogledom na Tel Aviv. Po tej poti smo že šli in to je povzročilo smrt tisočev Izraelcev. Dali smo ozemlje in nismo dobili miru. Dobili smo vojno in terorizem. Tako je ta 3000 sedežni zunanji amfiteater še en simbol trajne judovske prisotnosti v naši predniški in biblijski domovini. Čestitke Izraelu Gancu, guvernerju regionalnega sveta Binjamin in vsem mojim drugim prijateljem na tem območju. Tukaj je še en primer vzpostavitve trajne judovske prisotnosti v Judeji in Samariji. Nova srednja verska šola je bila odprta v Kfar Tapuah za šolsko leto 2026-2027. To bosta upravljala Bnei Akiva Ješivot in Ulpanot Center, potem ko je mreža zmagala na razpisu, ki ga je objavil regionalni svet Samarije. Nova ustanova, imenovana Bnei Akiva Ješivat Tapuah, bo služila učencem iz bloka Kedma, vključno s tistimi iz Kfar Tapuah, Rehelim, Migdalim, Nofen, Nehemija, Eviatar in Rehavam ter drugih skupnosti na tem območju. Ustanovitev ješive je del 5-letnega izobraževalnega načrta regionalnega sveta, v okviru katerega vlaga več 10 milijonov šeklov v razvoj in nadgradnjo izobraževalnega sistema ter priprave na visoko stopnjo rasti v regiji. Srednja šola, ki se bo to jesen odprla v Samariji. In kaj potem? Je to vredno poročanja? Na prvi pogled ne. Ampak kot sem rekel v zgodbi o amfiteatru, je to še en primer sejanja semen za prihodnost, da bo ta del države ostal v judovskih rokah še generacije. Da vlade si lahko premislijo in vsi smo leta 2005 videli v Guš Katifu, v Gazi in v severni Samariji, ko so bili vsi Judi in njihove celotne skupnosti izseljeni, domovi pa uničeni. Toda bolj kot prepoznavamo ta območja kot del naše države, manj verjetno je, da bi se to lahko zgodilo. In kmalu popolna izraelska suverenost nad tem območjem. Hvala, ker ste se nam pridružili tukaj na Judea Occasion na JNS TV. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju, tukaj je producentki Barbari Kamenov, inženirju Aronu Vagonevju, Zaku Sikermanu, Rajanu Livšicu, vodi postaje Juliju Svereckemu in naši videomontažerki Olgi Sinato. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Poskrbite, da obiščete JNS TV in si ogledate vso neverjetno vsebino, ki jo ponujajo. Obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Pošljite nam super zahvalo in ne pozabite se naročiti. Se vidimo naslednji teden tukaj na Jude Occasion, samo na JNS TV.